Pozdravljeni, dragi otroci! Čas je za našo čarobno meditacijsko pravljico. Najprej se udobno namestite. Lahko se usedete ali uležete, kakor vam je najbolj prijetno. Počasi in nežno zaprite oči ter se poskušajte čim bolj sprostiti in umiriti. Zdaj pa počasi in globoko vdihnite ter si predstavljajte, da z vsakim vdihom vase sprejemate mir kot svež zrak iz narave. Zdaj pa izdihnite in z izdihom spustite, da gredo vaše skrbi proč, kot da jih vetrič odnese. Naredimo še en dolg, globok vdih in počasen izdih. Vaše telo je zdaj sproščeno, pa miren. Ste pripravljeni na čarobno potovanje? Pa začnimo. Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Pikica in čarobni dež. Pred nami je ena čudovita pravljica, ki vas bo pomirila ter napolnila z veseljem. Ste pripravljeni na čarobno zgodbo? Potem pa kar začnimo. V majhnem vrtu, polnem barvitih cvetlic in nežnih metuljev, je živela mala kapljica dežja po imenu Pikica. Pikica je bila ena izmed mnogih kapljic, ki so padale z neba, a imela je poseben sanjski cilj. Želela je enkrat doživeti čarobni dež, o katerem so ji pripovedovale starejše kapljice. Pikica je sanjala o tem, kako bi bila del čarobnega dežja, ki na zemljo prinese radost in čudeže. A vsak dan je le padala z neba skupaj z drugimi kapljicami ter se hitro izgubila med ogromno količino vode. Kako bom lahko kdaj postala del čarobnega dežja? Se je spraševala. Nekega dne, ko se je vrt spet napolnil živahnimi barvami, je začel padati rahel dež.
Pikica je padla na cvet, ki je bil poln drugih kapljic. Ko se je usedla na cvet, je opazila, da se sončni žarki prebijajo skozi oblake ter ustvarjajo čudovit mavrični most. Pikica je začutila, da je v tem trenutku nekaj posebnega. Kljub temu, da je bila ena sama kapljica med mnogimi, je postala del čudovite mavrice. Mavrice, ki je osvetlila vrt in razveselila vse, ki so jo gledali. Pikica je spoznala, da čeprav je majhna, lahko s svojo prisotnostjo prispeva k nečemu čudovitemu. Skozi to izkušnjo je razumela, da prav vsaka kapljica, vsak delček, pa še tako majhen, pomembno prispeva k ustvarjanju lepega sveta okoli nas. Dragi otroci, tako kot Pikica, imate tudi vi pomembno vlogo v svetu okoli sebe. Morda se vam včasih zdi, da ste še majhni in da vaš prispevek ni pomemben, a v resnici šteje prav vsak korak, vsak nasmeh in vsaka priložnost. Svojo prisotnostjo ter dobrimi dejanji lahko ustvarite čudeže in razveselite vse okoli sebe. Tudi majhni trenutki lahko prinesejo veliko radosti. Zato bodite ponosni na to, kdo ste in kaj prispevate svetu. Žarite kot Pikica ter bodite del čarobne mavrice v življenju drugih. Bodite tista sprememba, ki bi jo radi videli pri drugih. Srečno, moji dragi otroci!